Živjo, sem Jana Pristošek in ponovno smo skupaj. Zadnja 2 tedna sem se precej ukvarjala s svojo novo spletno stranjo Slišana si, ki je namenjena ženskam, ki želijo določene spremembe v svojem življenju. Ljudje imamo svoja pravila in svoja prepričanja. In ko ta pravila in prepričanja trčijo o pravila in prepričanja druge osebe, pride lahko do nesporazuma oziroma celo konflikta. Prepričanja in pravila pomenijo, da imamo prav. Jaz mislim, da ima prav, in druga oseba misli, da ima prav. Kako torej spelje ta proces, kako spelje ta dogovor, da ne bo nobena oseba ranjena, užaljena, prizadeta in da bomo obe zmagali? Kompromis ne pomeni, da nekdo popusti in drugi zmaga, ampak pomeni, da sta obe osebi zadovoljni. Mi smo z drugimi osebami, smo mi v odnosu. Ne gre to za družinske člane, za partnerja, za otroke, sodelavce, prijatelje, znance. Za vsako osebo mi vzpostavimo odnos. In v tem odnosu trčijo moja pravila in moja prepričanja ob pravila in prepričanja druge osebe. To pomeni, da imam jaz določena pričakovanja, kako se v določenih življenjskih obdobjih oziroma v določenih življenjskih dogodkih obnašamo, kako se obnašam jaz in kako se obnaša druga oseba, kaj jaz lahko pričakujem od druge osebe. In tukaj pride dostikrat do nesporazuma, ker ima druga oseba drugačna prepričanja in drugačna pravila. In takrat se v nas nekaj zgane. Če ni tako, kot smo mi pričakovali, se v nas nekaj zgane. Lahko smo užaljeni, lahko smo prizadeti, lahko smo osupli, jezni, užaljeni, karkoli že. Ni problem takrat, ko jaz dobim nekaj, kar sem jaz pričakovala oziroma kar meni vzbuja prijetna čustva. To ni problem. Ko je lepo in takrat nekaj reševati. Ampak mi moramo iskati stvari, ki nam niso všeč, ker šele takrat, ko nam stvari niso všeč, lahko določene stvari spremenimo in se nam ne bodo pojavljali iz odnosa v odnos. Ne bomo srečevali ljudi, kjer se nam ponavljajo določeni vzorci. Torej, ko neka oseba ne ravna tako, kot sem jaz pričakovala, se v meni zbudijo določena občutja, ki niso prijetna. In takrat se ponavadi ljudje obrnemo navzven in povemo drugi osebi: tega nisi naredila prav, tistega nisi naredila prav, tukaj si me razočarala, ne vem, zakaj tako delaš in tako naprej. Ampak fajn je, če se mi v prvi vrsti najprej obrnemo vase. In ko se mi obrnemo vase, lahko se vprašamo, kako se jaz počutim, kaj sem jaz pričakovala. Ko se obrnemo vase, lahko se vprašamo, zakaj se jaz tako počutim. In ugotovimo, da se počutimo tako, kot smo se počutili že neštetokrat v preteklosti. In ker smo se mi počutili že neštetokrat tako v preteklosti, je to za nas normalno. Ampak ni normalno, če se mi počutimo slabo. Torej, dajmo to spremeniti, dajmo ta slabo spremeniti in to bi jaz rada. Zaradi tega, ker ta slabo, ko mi začnemo drugo osebo spreminjati in ji govoriti, kaj vse more spremeniti, še huje pa je, če tej osebi ne moremo povedati, pa bi ji radi povedali in potem vre samo v nas in je v nas 1001 stavek, 1001 zgodba, kaj vse bi mi radi povedali tej osebi in vre in se kopiči in se počutimo slabo in imamo polno glavo in ne moramo povedati in smo jezni in eksplodiramo takrat, kaj je najmanj primerno. Morda celo v odnosu z osebo, ki nima popolnoma s tem nič skupnega.
Ampak kaj hočem jaz povedati zdajle? To, česar nočemo mi slišati. Mi nočemo slišati, da smo v drami, ker drama ni nekaj, na kar bi bili mi ponosni. Ampak če si mi ne priznamo, potem ne moramo tega popraviti. In smo v začaranem krogu. Smo v krogu hrčka, kjer ponavljamo določene procese, določene korake, ki ne prinesijo rezultata. Torej, kako naj si jaz dovolim, da si sploh priznam, da sem v drami? Tako, da se obrnem vase in si povem, le Jana, nič hudega, če si v drami, pelji te Jane v angelovo naročje, pelji jih na travnik in jim povej, da je vredna, da je prijetna, da ni nič hudega, da ni nič narobe, da je ustrezna. In potem si jaz lahko dovolim, da sem jaz v drami. Ja, jezna sem, ja, užaljena sem, ja, ni mi prav, kako se obnašaš, ni mi prav, da si mi dal na ignor, ni mi prav, da mi nisi poslal SMS-a, ni mi prav, da mi sodelavka ne skuha kave, ni mi prav, da meni nalagajo toliko dela, ni mi prav, da me v trgovini prehitijo, ni mi prav, da moram jaz vse narediti, ni mi prav in to je drama. Pa če si priznamo ali pa ne, ampak če si priznamo, imamo večjo možnost, da gremo iz tega. Ni mi prav, da sem sama. Ni mi prav, da karkoli že, da se tako obnašaš, da nisi pozoren, da nisi hvaležen, da ne ceniš tega, kar delam. In teh ni mi prav je nešteto. Naredite seznam, dovolite si biti v drami. Dovolite si biti v drami, zato niste slabi, ampak zato na ta način spoznavate svojo temno plat. In mi moramo spoznati in sprejeti svojo temno stran, ker na ta način lahko spremenimo stvari, da ne bojo več imele vpliva na nas in bomo lahko delovali iz svoje dobre, svetle, sončne, ljubeče plati, ljubeče strani. Edino na ta način. Veste, hajpanje v glavi, jaz sem luč, jaz sem svetloba, jaz sem ljubezen, ne pomaga, če je v naši notranjosti en kup ran, ni mi všeč, ne maram tega, ranjena sem, boli me. In to moramo mi predelati. In zato si moramo mi dovoliti, da smo v drami. To je prvi korak. Če sem v drami, nisem slaba. Če sem v drami, sem še vedno dovolj dobra. Če sem v drami, sem ustrezna. In zdaj lahko, ko to naredimo, si pogledamo, zakaj sem v drami. Kaj je to, kar mene vleče v dramo? Moj mož, moj partner se ni obnašal tako, kot sem jaz pričakovala. Kaj jaz lahko naredim? Najprej bom potegnila vse tiste Jane, ki čutijo neprijetno občutje nad pet, na travnik in jo potolažila. In potem bom še enkrat pogledala situacijo in bom rekla, zdaj se bom pa jaz, dragi moj, pogovorila s tabo in bom povedala na čisto drugačen način. V moji energiji, v mojem stavku, v mojih besedah ne bo napada, ne bo drame, ti si kriv. In takrat me bo slišal. In to je to, kar je smiselno spremeniti. In bo rekel, ljuba moja, nisem vedel, da je tebi to tako pomembno, bom bolj pozoren za naslednjič. Ker pa mi redko priznamo sebi, da smo v drami in gremo takoj v napad, druga oseba ne naredi popolnoma nič drugega in enako kakor mi, se ne ukvarja sabo, ampak gre nazaj v protinapad. In tako gre, potem podajamo žogco, dokler ne pride do topovskih granat in smo skregani. In pravijo, da če se nimata dva rada, potem se tudi ne kregata. Se pravi, kregata se, če se imata rada, pa temu ni tako. Rada se imata takrat, ko sta si dovolj pomembna, da ne bosta ranila drug drugega. Jaz in moj partner, jaz in moj mož, jaz in moj otrok ne mislimo enako.
Ampak, kako si to povemo, je pa odvisno od tega, koliko se mi ukvarjamo sami sabo. In to bi jaz rada, da premislite o tem, da poiščete pomoč pri osnovnih korakih, zakaj jaz nočem biti v drami, zakaj je tako neustrezno, da sem v drami. In takrat, ko boste osnovne korake speljali, jaz vam ponujam super orodje, super znanje, s katerimi si lahko pomagate in greste postopoma. Ampak dajte se naučiti, dajte prebrati, poslušajte videe, pogledajte mojo spletno stran, pridite v Facebook skupino Čarobni odnos, preberite knjigi, ki sem jih napisala, in naredite tiste prve korake. Prve korake, ki vam lahko pomagam jaz, oziroma jih naredite sami. Ampak takrat boste vi videli, kako se bo vaše življenje čist malo drugače odvilo. Na začetku se odvija čist malo drugače, ampak dovolj, da najdete vzrok, zakaj bi delali na drugačen način. Ne morete pričakovati drugačnega rezultata, če delate enake stvari. In če želite drugače nekaj v svojem odnosu spremeniti, v svojem življenju spremeniti, če želite, da bojo vaši odnosi drugačni, se morate vi spremeniti. Morate spremeniti svojo temno plat, ki jo ima vsak človek. In ko to spremenimo, potem se odvije življenje popolnoma drugače. Ne vem, če mi verjamete. Precej ljudi je to že naredilo. Jaz na vašem mestu bi premislila in bi se jim pridružila. Drugače pa, imejte se radi, postanite si pomembni, ni treba, da ste pomembni drugim. Najprej morate biti pomembni sebi, torej se ukvarjajte s sabo. Imejte se radi, kmalu se spet vidimo, slišimo. Čau, čau.